Spoštovani, hvala za besedo. Najprej bi se rad vsem zahvalil za to možnost, da sem del tega čudovitega simpozija in da bom imel priložnost govoriti z 3 vrhunskimi strokovnjaki na področju športa. Morda le kot uvod nekaj besed o pomenu športa za dobro počutje in nek well-being. Zdaj, zavedamo se, da ima šport in telesna vadba nasploh mnogo pozitivnih učinkov tako na fizično kot tudi na mentalno zdravje. Na primer, še posebej v zadnjih 2 letih zaradi situacije, v kateri smo z covidom in s lockdownom, je šport še bolj pomemben, se preprečuje določene, bom rekel, mood disorders oziroma določene čustvene težave. Na primer, na več kot 1,2 milijona vzorcev so ugotovili, da ljudje, ki se ukvarjajo z športom, imajo 43% manj možnosti za neke simptome depresije, anksioznosti in ostalih čustvenih težav. Tako da šport pozitivno vpliva na dobro počutje, še posebej, če ga izvajamo v skupini oziroma s sotekmovalci, torej če pač nismo sami, če smo še z nekom, vpliva lahko tudi na dober spanec, na dobro počutje, na dolžino življenja in tako naprej. Določene raziskave so tudi pokazale, da šport zunaj, torej v odprtih prostorih, še dodatno vpliva na dobro počutje in o tem bo nekaj, torej o športu in o prehrani športnikov, ki se ukvarjajo z vzdržljivostnimi športi, bolj natanko kolesarjenjem in pa tekom in pa triatlonom in podobnimi športi. Vzdržljivostnimi bo nekaj več povedal naslednji, oziroma naš prvi predavatelj, to bo dr. Tim Podlogar. Tim Podlogar je strokovnjak za športno prehrano, ima veliko teoretičnih in praktičnih izkušenj, diplomiral je v Ljubljani na fakulteti za šport, smer kineziologija, potem je zaključil magisterij na univerzi v Birminghamu in pozneje tudi doktoriral na isti univerzi. Nadaljeval je kot podoktorski raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan in potem tudi kot docent na fakulteti za vede v zdravju, deluje tako pedagoško kot tudi raziskovalno. Deluje tudi kot ne samo, torej ima ogromno teoretičnega znanja in ogromno tudi nosilec 2 predmetov na FVZ-ju, ima pa tudi ogromno praktičnih izkušenj, saj dela z vrhunskimi športniki, testira vrhunske športnike v Human Performance Centru in pa je tudi vodja razvoja pri blagovni znamki športne prehrane Durance. Je pa tudi strastni kolesar. Tako da imam čast, da predam besedo dr. Timu Podlogarju. Prav lepo pozdravljeni in najlepša hvala za to možnost, da predstavim svoje raziskovalno delo. Toliko, da shaream screen. Prihajam iz univerze v Birminghamu primarno, sicer pa trenutno se nahajam ravno v Ljubljani v Human Performance Centru, kjer med drugim delamo upravljamo tako raziskovalno dejavnost, kot tudi meritve športnikov. Trudim se biti eden izmed tistih znanstvenikov, ki dejansko ne skrbi samo za znanost kot takšno, ampak poskuša aplicirati znanstvena dognanja v prakso. To skrbim že vrsto let preko spletne strani kineziolog.si. V zadnjem času pa poskušam delovati tudi direktno s športniki. Tema današnjega govora bodo predvsem ogljikovi hidrati in pa sladkorji. Za sabo imam kar nekaj vreč sladkorja, ker je pač to moja strast, raziskovanje ogljikovih hidratov. In o ogljikovih hidratih v zadnjih letih slišimo številne stvari, predvsem slabe. Pojavljajo se naslovi, kot je ta tudi celo v znanstveni literaturi, torej fructose, it's alcohol without the buzz, ki nekako nakazuje na to, da morda sladkor ni tisto, kar si želimo v prehrani, vsakdanji prehrani in pa predvsem tudi ne v prehrani športnikov. Ampak na drugi strani imamo raziskave, ki kažejo popolnoma drugačno sliko, direktne raziskave, se pravi tiste, ki dejansko merijo recimo zmogljivost športnikov in kažejo, da recimo fruktoza
kot takšen sladkor pravzaprav lahko izboljša regeneracijo športnikov. In imamo kar naenkrat nekakšno vojno, tako med športniki, kot tudi v splošni populaciji, med tem, kaj so boljši ogljikovi hidrati ali so boljše maščobe. Zato je te priložnosti smiselno narediti neko primerjavo in ugotoviti, kakšne so dejansko razlike med porabo maščob in pa ogljikovih hidratov med telesno aktivnostjo in zakaj je porabljanje obeh tipov makrohranil med telesno aktivnostjo zelo pomembno. Pogledali si bomo 3 različne stvari, in sicer učinkovitost, zalogo enega in drugega substrata in pa sposobnost izvedbe visokointenzivnih naporov. Ko govorimo o učinkovitosti, se spomnimo na izraz, upam, da ga vsi poznate, tako imenovan VO2 max. VO2 max je kratica za največji prevzem kisika med telesno aktivnostjo in kot morda veste, ali upam, da veste, ima telo omejeno sposobnost porabe oziroma prevzema kisika med telesno aktivnostjo in največja možna poraba kisika, imenujemo jo VO2 max, je eden izmed zelo pomembnih determinant človeške zmogljivosti. Se pravi, vrhunski športniki, ko govorimo, recimo imamo v mislih Tadeja Pogačarja ali pa Primoža Rogliča, imajo VO2 max, ki je dvakratnik tistega, ki ga recimo pričakujemo od običajnega človeka. In ta omejitev VO2 maxa je zelo pomembna, ko govorimo o telesni zmogljivosti, namreč enkrat imamo kisik v telesu, ga želimo tudi najbolj učinkovito porabiti. Zato je pomembno, kako učinkovito lahko porabljamo ogljikove hidrate in pa maščobe. In ko pogledamo razliko med ogljikovimi hidrati in maščobami, vidimo, da s porabo ogljikovih hidratov dejansko dobimo več energije za liter porabljenega kisika, kakor pri porabi maščob, in zato si pravzaprav želimo porabljati ogljikove hidrate, ko si želimo pač najboljšega dosežka. In recimo, ko gledamo zadnji vzpon na dirki po Franciji, si pravzaprav želimo, da bi Tadej Pogačar, recimo Primož Roglič, da bi uporabljali ogljikove hidrate in ne maščobe, saj bi bila na ta način bolj učinkovita. Iz tega vidika ogljikovi hidrati jasni zmagovalec. Popolnoma drugačna zgodba je, ko govorimo o zalogah enega in drugega substrata. Govorimo o maščobah, govorimo o odstotku telesne mase, ki jo predstavljajo maščobe. Maščob je v telesu na pretek, medtem ko ogljikove hidrate praktično, se pravi zaloge glikogena, spraznimo lahko v dobri uri in pol do 2 urah visokointenzivne aktivnosti. In zato je zelo pomembno, da pri daljših naporih je telo sposobno porabljati tudi maščobe. Pravzaprav vidimo, že tukaj se nakazuje nek trend, da želimo športnika, ki je fleksibilen pri porabi tako maščob, kot tudi ogljikovih hidratov. In še čisto zadnja stvar, visokointenzivni napori, se pravi, govorimo o nekih intervalih, recimo, ki trajajo, ne vem, od 10, 15 minut, 3 minute, 4 minute, vse tisto, kar je res visoko intenzivno. In gotovo ste že slišali za izraza anaerobni metabolizem in pa aerobni metabolizem. Aerobni metabolizem nakazuje na to, oziroma govori o tem, da v kemijskih procesih je nujno potreben kisik. In zopet smo nazaj pri tistem VO2 maxu, medtem ko pri anaerobnih procesih kisik ni potreben. In pri res visokih intenzivnostih večina energije dejansko prihaja preko anaerobnih metabolnih poti in v tem primeru lahko uporabljamo le ogljikove hidrate, maščobe postanejo praktično neuporabne. In iz tega vidika so ogljikovi hidrati zopet izjemno pomembni. Torej, na koncu koncev želimo si športnika, ki bo znal uporabljati ogljikove hidrate in bo znal uporabljati maščobe. Tako da ni enega substrata, ki bi rekel, da je slab, in enega substrata, ki bi rekli, da je ključen. Oba sta pomembna, ampak ko govorimo o ogljikovih hidratih, zaradi zelo majhnih zalog, moramo biti zelo pozorni na to, da teh zalog ne izpraznimo. Kajti, ko zaloge ogljikovih hidratov izpraznimo, nastopi utrujenost. In to je bilo pokazano že v številnih študijah skozi zadnje stoletje. Ena izmed strategij, kako preprečimo oziroma podaljšamo čas do utrujenosti pri intenzivnosti, ki močno
načenja ali pa porablja ugljikove hidrate, je recimo vnos ugljikovih hidratov med telesno aktivnostjo. Tukaj vidimo rezultate ene izmed študij, v kateri so v enem primeru udeležencem dali placebo, v drugem pa ugljikove hidrate. Kaj se je zgodilo? Kolesarili so lahko približno 1 uro več, ko so dobili ugljikove hidrate v napitku, kakor ko so dobili placebo. Razlika v fiziologiji ali pa v metabolizmu je bila v tem, da so v primeru, ko so uživali ugljikove hidrate, vnešeni ugljikovi hidrati enostavno nadomestili manko, ki je nastal zaradi porabe že v telesu shranjenih ugljikovih hidratov. Se pravi, manipulacija vnosa ugljikovih hidratov je z vidika športa izjemno pomembna. Zdaj, ko govorimo o ugljikovih hidratih, praktično govorimo vedno o osnovnih sladkorjih, monosaharidih in pravimo glukozi, fruktozi in pa galaktozi. Se pravi, vsi ugljikovi hidrati, ki jih vnašamo v različnih oblikah, recimo v obliki škroba, v obliki maltodekstrine, se na koncu razpadajo na te 3 osnovne sladkorje: glukozo, fruktozo in pa galaktozo. Glukoza je tista molekula oziroma tisti sladkor, ki je najbolj pogosto v prehrani človeka, namreč večina izdelkov, recimo riž, testenine, krompir, so sestavljeni in kruh tudi predvsem ali pa izključno iz glukoznih molekul, medtem ko imamo vir fruktoze, recimo sadje, in pa glukozno-fruktozni sirup oziroma namizni sladkor saharoza. In ravno to dvig porabe le-teh, se pravi, predvsem glukozno-fruktoznega sirupa in pa namiznega sladkorja v zadnjih letih je nekako glavni vir fruktoze in kaže na to, da se pač poveča vnos fruktoze v prehrani človeka, se je povečal. Galaktoza na drugi strani je prisotna predvsem ali pa skorajda izključno v mlečnih izdelkih kot del laktoze. In je pač na nek način sladkor, ki ga skoraj da nikoli ne uživamo v izolaciji, medtem ko fruktozo recimo lahko kupimo celo v boljši založeni trgovini kot samo fruktozo. Zdaj, razlika med glukozo, fruktozo in pa galaktozo, molekulska formula, se pravi C6H12O6 je popolnoma enaka, struktura je nekoliko različna in ravno to je ključno pri razlikovanju v presnovi enega in drugega in tretjega ugljikovega hidrata. Namreč glukozo lahko porablja večina celic v našem telesu, medtem ko morata fruktoza in pa galaktoza nujno v jetra, kjer se presnavljata oziroma se spremenita obliko in postaneta šele kasneje na voljo tudi ostalim celicam po telesu. Ugljikove hidrate imamo shranjene v obliki glikogena, to so neka zelo razvejana struktura glukoznih molekul in jetrni glikogen, oziroma naloga jetrnega glikogena je skrb za stabilno koncentracijo glukoze v krvi. Se pravi, po nočnem postu, recimo, ko se je hrana že vsa prebavila in absorbirala, so jetra tista oziroma razpad jetrnega glikogena tista, ki skrbi za konstantno koncentracijo glukoze v krvi, približno 5 milimolov na liter. Na drugi strani imamo mišični glikogen, ki je namenjen izključno mišičnemu delu. To pomeni, da če tudi bi koncentracija glukoze v krvi padla, razgradnja mišičnega glikogena ne bi mogla uravnovesiti koncentracije glukoze v krvnem obtoku in je torej pač dejansko mišični glikogen namenjen izključno naši telesni aktivnosti. Med telesno aktivnostjo se oba vira glikogena porabljata in med naporno vadbo praktično skoraj da oba vira do konca lahko tudi izprazneta. Torej, ko govorimo o športu, vsakodnevni napori od vrhunskih športnikov zahtevajo to, da se sproti zapolnjujejo tako zaloge mišičnega in pa jetrnega glikogena. Če pogledamo mišični glikogen, je zapolnjevanje tega traja približno 22 do 24 ur in je popolnoma vseeno, kakšen vir ugljikovih hidratov vnašamo v tem času regeneracije, recimo temu. Se pravi, ali so to glukozni vir ugljikovih hidratov, ali jemo riž, ali dodamo še kaj sadja, ali dodamo kakšen sladek napitek. Na drugi strani, ko govorimo o jetrnem glikogenu, lahko vidimo, da če bi jedli samo riž
kruh in pa glukozne vire ogljikovih hidratov, bi jetrni glikogen se zapolnjeval približno en dan, medtem ko če bi vnesli še oziroma dodali glukoznim virom ogljikovim hidratom še galaktozo oziroma fruktozo, ki morata nujno iti najprej v jetra, da se tam presnovita. V tem primeru bi zapolnili jetrni glikogen v veliko krajšem času. In to je z vidika športa lahko zelo pomembno. To smo lepo pokazali v eni izmed študij, nekaj objavljenih nekaj let nazaj, v kateri smo najprej tekače prosili, da so tekli do utrujenosti pri neki zmerni intenzivnosti, tekli so približno 2,5 ure. Potem, ko niso mogli več, so enostavno dobili 4 ure, so uživali ogljikove hidrate, 90 gramov na uro, v kombinaciji ali samo glukoze ali pa v kombinaciji glukoze in pa fruktoze. In ko so uživali kombinacijo glukoze in pa fruktoze, poudarjam, tukaj gre za izokalorično količino hranil, so bili sposobni v drugem delu teči 33% dlje časa, kar je, se mi zdi, kar precejšno izboljšanje zmogljivosti. In na nek način vidimo, da je pač jetrni glikogen izjemno pomemben vir energije in da fruktoza kot takšna z vidika športa je zaželjena. In danes, nekaj let kasneje, vemo, da je dodatek fruktoze smiseln za uživanje tako med telesno aktivnostjo, po telesni aktivnosti in tudi pred telesno aktivnostjo. Kaj pa galaktoza? O galaktozi vemo zelo malo, namreč je sladkor, ki ga nekoliko zapostavljen v znanstveni literaturi, in ravno to je bila ena izmed stvari, ki smo jih želeli preiskati tekom mojega doktorskega študija. Raziskava, ki praktično, kljub temu, da je bila končana več kot 2 leti nazaj, še ni objavljena, rezultati so nas namreč tako presenetili, da še zbiramo svoje misli. Kaj smo naredili? Najprej smo dobili kolesarje, ki so izvedli tako imenovano glikogensko praznjenje. Kolesarili so pri visoki intenzivnosti do utrujenosti. To izgleda precej brutalno, traja približno 2 ure in ponavljajoči se intervali, 2 minute visoko intenzivnega dela in 2 minute relativno nizko intenzivnega kolesarjenja, vse dokler enostavno merjenec komaj da še sedi na kolesu. Temu je sledil odvzem vzorca mišičnega tkiva. Na tak način enostavno lahko izmerimo koncentracijo ali pa količino glikogena v mišičnem tkivu. Tako izgleda na desni strani igla, ki se zapiči v mišično tkivo, vzame vzorec in potem to analizira kasneje v laboratoriju. Te biopsije so sledile 4 ure hranjenja, imeli smo 4 različne pogoje, enkrat so dobili glukozo, enkrat so dobili galaktozo, se pravi ta raziskovan sladkor, in enkrat kombinacijo galaktoze in pa glukoze. Kombinacija galaktoze in glukoze si lahko predstavljate podobno kot mleko, namreč mlečni sladkor je pravzaprav kombinacija galaktoze in pa glukoze. Po 4 urah smo zopet izvedli biopsijo in potem primerjali, kaj se je dejansko zgodilo z mišičnim glikogenom. Predpostavili smo, da bo galaktoza izjemno slaba pri zapolnjevanju mišičnega glikogena. Zakaj? Ker mora najprej iti v jetra, se tam presnoviti, pretvoriti dejansko v glukozo, in šele potem lahko bi dvignila koncentracije glukoze oziroma glikogena v mišicah. Medtem na drugi strani smo pričakovali, da bo galaktoza in pa glukoza kombinacija, pravi mleko, pravzaprav enako učinkovita kot glukoza. To smo sklepali na podlagi tega, da kombinacija fruktoze in pa glukoza je prav tako učinkovita za zapolnjevanje mišičnega glikogena. Najprej si pogledamo, kaj se je zgodilo v krvi. Če pogledamo dvig inzulina, inzulin je hormon, ki dejansko poskrbi za to, da se lahko sploh glukoza pride v mišično celico oziroma kjerkoli celico v telesu. In kot vidimo, ko so merjenci uživali glukozo, se je inzulin drastično povečal. Nekoliko nižji dvig inzulina ob uživanju galaktoze in glukoze, to je prav tako pričakovano, nekaj podobnega se zgodi tudi s fruktozo. Kar nas je precej presenetilo, je bilo to, da dviga inzulina praktično z vnosom galaktoze ni bilo. In če bi pogledali, kaj se je dogajalo s koncentracijo glukoze v krvi, bi bila slika popolnoma enaka.
pri galaktozi se koncentracija glukoze v krvi praktično ni zanihala. In če bi gledali te rezultati, bi rekli, galaktoza je popolnoma neuporabna za zapolnjevanje mišičnega glikogena. Praktično neuporaben sladkor. Ampak, ko smo analizirali mišične vzorce, smo ugotovili, da se je sicer glukoza najboljše odrezala, ampak na drugem mestu, sicer statistično značilno, ni bilo razlike med zeleno in pa rumeno skupino, ampak se je praktično zelo dobro odrezala tudi galaktoza, kljub temu, da se ni dvignila koncentracija glukoze v krvi, da se ni dvignila koncentracija inzulina v krvi, kar je nekaj zelo presenetljivega in na nek način postavlja vprašaj sedanjim teorijam, ki pravijo, da pač enostavno galaktoza se ne more presnavljati v mišičnih tkivih. In galaktoza, to, da se ne dvigne koncentracija inzulina v krvi in da se ne dvigne koncentracija glukoze v krvi, je nekaj zelo zanimivega potencialno za diabetike, tako da je to nekaj, kar bomo v prihodnosti morali še raziskovati. Trenutno naši preliminarni rezultati kažejo, da dejansko obstajajo tudi v mišici encimi, ki lahko presnavljajo galaktozo in je torej pač galaktoza lahko popolnoma zanimiv vir energije za časo potelesne aktivnosti, sploh za tiste, ki so recimo inzulinsko nekoliko bolj neobčutljivi in imajo probleme recimo in so nagnjeni temu, da postanejo diabetiki tipa 2. Se pravi, po naporni telesni aktivnosti, ko izpraznimo zaloge jetrnega in mišičnega glikogena, je res pomembno, da zelo hitro začnemo zapolnjevati oba vira glikogena in to najbolj učinkovito storimo s tistim najslabšim sladkorjem, z namiznim sladkorjem. Tisto, kar se najbolj izogibajo oziroma zdravniki odsvetujejo, se pravi, ko vidimo v cilj, ko pride Tadej Pogačar in zaužije fanto, je seveda med drugim zaužije z namenom, da vse vase čim prej spravi sladkor, se pravi kombinacijo fruktoze in pa glukoze. In dokler polnimo glikogenske zaloge, do takrat je uživanje sladkorja popolnoma varno in popolnoma praktično zaželjeno in pomaga preprečevati morebitno pretreniranost. Šele potem enkrat, ko postane sladkor predominantni vir energije v prehrani in ko energije uživamo v prekomernih količinah, se pravi, pridobivamo na telesni masi, še takrat postanejo sladkorji morda lahko zdravstveno problematični. Seveda tukaj sem zanemaril negativni vpliv sladkorjev na zobe, tukaj nimam kaj dodati, ampak kar se tiče metabolizma in pa presnove, ogljikovi hidrati so nekaj izjemno pomembnega za vsakodnevno športno udejstvovanje, niso beljakovine tiste edine, ki so pomembne za okrevanje, tudi ogljikovi hidrati so. S tem se bi zahvalil za pozornost in upam, da sem gospod dobil kakšno zanimivo vprašanje, na katerega bom z veseljem odgovoril. Najlepša hvala, dr. Podlogar. Bilo je izjemno zanimivo predavanje. Tako da jaz imam kar nekaj vprašanj, pa prvo počakajmo, če ima kdo od udeležencev kakšno vprašanje. Ok, morda bom jaz začel, pa bodo dodatno napisali. Zelo zanimivo, da pač galaktoza ne dvigne inzulina, vendar ima še vedno učinek, ki pač si ga želimo. In sicer me zanima, kako je zdaj, omenili se tudi diabetes, kaj pa preddiabetes, pa inzulinska rezistenca, pač kako je zdaj s tem, torej ljudje, ki so odporni na inzulin, lahko pač pa preddiabetes, pa kako bi svetovali, kater sladkor naj te športniki ali pa rekreativni športniki jemljajo? Bi svetovali to na vašo raziskavo? Zelo dobro vprašanje je. Zdaj, velikokrat se fruktozo kot takšno imenuje tudi sladkor za diabetike. Zakaj? Ker ne bi dvignila krvnega sladkorja. Tako da je kombinacija različnih tipov ogljikovih hidratov po vsej verjetnosti najboljša, zato ker čim se odmaknemo samo od glukoze, od glukoznih virov ogljikovih hidratov, potem povzročimo manjši dvig inzulina. In recimo še samo
regulacijo apetita je izjemno pomembno, da imamo zapolnjene zaloge jetrnega glikogena. In ena izmed teorij, ki se trenutno recimo preučuje v različnih laboratorijih po svetu, je, da bi z dodatkom fruktoze recimo po telesni aktivnosti, ko bi recimo čim prej zapolnili jetrni glikogen, s tem zmanjšali apetit posameznikov kasneje v dnevu in na ta način recimo preprečili prenajedanje. Ker namreč, če napolnimo mišični glikogen, pa spustimo prazne zaloge jetrnega glikogena, bo pač človek še vedno lačen in to pač seveda vodi v to, da bo še dodatno užival hranila. Glede galaktoze je pa še stvari so še precej nejasne in mislim, da bo v prihodnosti so potrebne dodatne raziskave, da bomo sploh ugotovili, kako stvari potekajo. Tako da tukaj je še preurano karkoli reči. Hvala. Veselimo se prihodnjih raziskav. Imamo že prvo vprašanje in sicer na nekaterih slajdih so se pojavile zvezdice nad chartbarom. Kaj so označevale? Poskušal sem biti čim bolj enostaven, pa nisem. Statistično značilna razlika od ostalih dveh skupin, torej dva grafa sta bila v prvem je bilo, da pač je čas do utrujenosti bil statistično značilno daljši, in v drugem primeru pa pač, da je glukoza bila bolj učinkovita pri zapolnjevanju mišičnega glikogena, kakor ostale dve skupini, medtem ko med dvema ni bilo razlike, recimo med galaktozo in pa glukozo. Ok, hvala. Imamo še eno metodološko vprašanje in sicer, ali so vsi udeleženci obšli vse tri pogoje, torej glukoza, galaktoza in kombinacija obojega? Predvsem z vidika tiste slike, ki je bila, bom rekel, morda za določene rahlo šokantna, ker ste pač s takim šilom na nogi ni lahko kolesariti do utrujenosti. Torej, a ste imeli kontrolne skupine, če prav razumem, ali ste dejansko, ali niste? Vsi umerjenci v študiji so bili podvrženi 7 biopsijam, se pravi 7 odvzemom tkiva. Dejansko, recimo jaz osebno imam na nogah 13 lukenj od biopsij, kolegi na univerzi imajo tudi več kot 20, tako da to ni nič posebnega. Ponavadi se preden se izvede pač ta operativni poseg, se v podkožje vnese lokalni anestetik, kar pomeni, da se pač stvar umrtviči in praktično ni bolečine, in je praktično popolnoma enostavno iti nazaj na kolono, takoj po biopsiji. V nekaterih študijah celo tako delajo, da enostavno vzamejo biopsijo, kolesarji potem morajo takoj iti nazaj na kolo in to pač neka rutinska stvar, ki se leta 1968 v vseh koncih sveta dela vsakodnevno in ni pač noben tak bav. Naven zgleda grozno, ampak enkrat daš čez, se ti zdi to čisto normalno. Ok, hvala za odgovor. Imamo še kakšno vprašanje? Mene zanima, kako je, torej omenili ste, da ste delali 4-urno pavzo, pa ste potem dejansko zapolnili zaloge. Me zanima, kako je pa z jemanjem gelov oziroma med samo aktivnostjo, med samim tekom kolesarstva. Kaj kažeš tudi na tem področju? Seveda pač zdaj so študije narejene ogromnih, se pravi, poznamo različne vire ogljikovih hidratov, se pravi, ali so to geli, ponavadi so to skoncentrirana oblika ogljikovih hidratov, potem imamo napitke, potem imamo ploščice in če gledamo iz oddaljenosti na vse te tri vire, praktično ne vidimo nobene razlike v sposobnosti oksidacije vnešenih ogljikovih hidratov. Kar je pomembno je, da moramo vedno pač gledati, primerjati enako z enakim, se pravi, recimo, čim dodamo nekemu viru, se pravi v ploščicah, velikokrat zasledimo maščobe ali pa vlaknine, to vse upočasni absorpcijo, se pravi učinkovitost porabe teh ogljikovih hidratov. Ampak v osnovi trenutno se trudimo v zadnjem času, stremimo k temu, da bi optimizirali tudi vnos ogljikovih hidratov med telesno aktivnostjo. Trenutno smernice recimo priporočajo nekje do 90 gramov ogljikovih hidratov na uro, 90 gramov sladkorja. Ravno trenutno tukaj v Ljubljani izvajamo študijo, kjer preučujemo, če bi lahko športniki oksidirali, se pravi porabili tudi 120 gramov ogljikovih hidratov na uro, kar je res ogromna količina, ampak vsaj na videz, ampak če pomislimo, da športnik pri relativno visoki intenzivnosti porablja
na uro oziroma na minuto, tam 3, 4 ali celo 5 gramov ogljikovih hidratov, si lahko predstavljamo, da tiste zaloge, ki jih imamo v telesu, relativno hitro skopnijo in je pač čim višji vnos ogljikovih hidratov med telesno aktivnostjo pravzaprav ključen. Problematično je seveda pač prebavne težave in obstaja neke ideje, da bi to pač se dalo natrenirati. Toleranca se dejansko izboljša s časoma, tako da pač ja, nekako v zadnjem času vedno gremo bolj k temu, da optimiziramo in čim bolj dvignemo razpoložljivost ogljikovih hidratov. Na drugi strani pa poznamo tudi znanstveniki, ki poskušajo čim manj zmanjšati vnos ogljikovih hidratov z vidika tega, da pač se dvigne poraba maščob. Trenutno mislim, da raziskave bolj kažejo na to, da je bolj učinkovito dvigniti razpoložljivost ogljikovih hidratov, kakor pa porabo maščob. Ok, hvala. Imamo še 2 vprašanja in sicer na koliko merjencih ste izvedli raziskavo in pa kakšen vpliv ima biopsija na samo mišico? Zdaj, biopsija je pač zelo lokalna stvar, je pa to stvar velikih diskusij dejansko, kako reprezentativen je pač ta vzorček mišice, ki ga ti vzameš ven v biopsiji. Obstaja še ena metoda določenega glikogena, sicer magnetna resonanca, in študije ponavadi niso ravno pokazale velikih odstopanj, tako da lokalnih sprememb v mišici, vsaj na vidika glikogena, tukaj bi praktično mislim, da so minimalne. Ponavadi se tudi skrbi za to, da enostavno vzameš eno biopsijo najprej na levi nogi, pa greš naslednjič delati na desno nogo, da dobiš vedno svežo področje, da ni pač, recimo, da ne pride že do kakšnega vnetnih procesov. Z vidika števila raziskovancev, pa mislim, da smo imeli v tisti študiji, pa zdaj nisem čisto prepričan, 12 merjencev, ampak tukaj govorim, ja, že 2 leti od tega sem že malo pozabil, ampak večinoma v športnih študijah imamo nekje od 8 do 15 udeležencev ponavadi, na žalost jih je zelo težko dobiti več. Ja, verjamem. Mi smo tudi ko smo delali hipoksije, pa tudi po 10-12 merjencev maksimalno, tako da težko je. Ok, še zadnje vprašanje, torej, sedaj smo govorili o športu, kjer pa je konec koncev tudi pomembno dobro počutje in vpliv športa na dobro počutje rekreativnih športnikov in rekreativne populacije. Kako je pa v primeru, ko je naš cilj izguba telesne teže? Ali priporočljivo uživati galaktozo, da lahko preprečimo dvig inzulina, ki zavira porabo maščobnih zalog? To, da inzulin zavira porabo maščobnih zalog, je res samo do neke mere, namreč zavedati se moramo, da telo ni nekakšen termostat, se pravi, da ni on-off, ampak je pač ves čas v različnih obdobjih, enkrat porabljamo malo več ogljikovih hidratov, enkrat porabljamo malo manj ogljikovih hidratov in da pač ne smemo gledati tako ozko gledano samo inzulin kot nekaj zelo slabega, namreč tudi pri relativno visokih koncentracijah inzulina se bo še vedno prišlo do porab maščob in na koncu dneva vedno govorimo o tem, o energijski bilanci, se pravi energy out, energy in, in na koncu dneva vedno zavisi na to pač, koliko energije smo vnesli in koliko smo jo porabili oziroma pretvorili v drugo obliko. Tako da tukaj je zelo težko dati kakšen pameten nasvet, obstaja veliko strategij različnih, kako se lotevati izgube telesne mase in videti je, da pač ni nekega pristopa, ki bi deloval na vseh. Recimo eni bodo z nizko ogljikovhidratno prehrano zelo dobro delovali, izgubili veliko količino telesne maščobe, drugi bodo ves čas še vedno lahko uživali ogljikove hidrate, obstaja tako imenovana krompirjeva dieta, ko ljudje samo jejo samo krompir, samo ogljikove hidrate, inzulin je relativno visok ves čas, pa še vedno izgubljajo telesno maso, tako da tukaj je zelo težko dati neki pameten nasvet. Mi bi se nekako, se mi zdi, da je na koncu dneva neka zmernost najlepša čednost. Ok, nažalost je naš čas potekel, sicer en kup vprašanj bi tudi jaz še imel v zvezi z preloadingom in tako naprej, ampak morda je drugič. Sedaj bi pa se res zahvalil za vaš čas, za izjemno zanimivo študijo, ki je zanimiva tako za športnike, kot tudi za rekreativce. In upam, vem, da smo vsi uživali med predstavitvijo, se veliko novega naučili in res hvala, dr. Podlogar. Najlepša hvala za povabilo. Ja.
Sedaj bom pa predstavil z velikim veseljem predstavil našega naslednjega gosta, dr. Jakob Škarabot. Vsi, ki se ukvarjamo s športom, vsaj karkoli raziskujemo v športu, ga poznamo. On je docent na področju živčne in mišične fiziologije v Veliki Britaniji. Diplomiral je prvo kineziologijo v UL, magistriral iz biomehanike na Finskem in doktoriral iz nevrofiziologije v Newcastlu v Veliki Britaniji. Dela kot podoktorski raziskovalec na Loughborough univerzi in predvsem se ukvarja z vhodnimi in izhodnimi električnimi signali v motoričnih nevronih. Je pa mednarodno znan raziskovalec, ki ima več kot 30 znanstvenih člankov na področju fiziologije, športne in nevroznanosti. Tako da z velikim veseljem predstavljam dr. Jakob Škarabot. Beseda je vaša. Hvala za predstavitev. Hvala najprej za povabilo. Bom začel sam zelo na hitro geografsko. Se pravi, zaposlen sem kot docent na Loughborough univerzi, ki se nahaja približno v centralni Angliji, nekje na polovici med Nottinghamom in Leicesterom. In predvsem zato to delam, ker gre za manjše mesto, predvsem za angleške standarde, ki nima nekih literarnih poznanih likov, kot je recimo Robin Hood to za Nottingham, ali pa nimamo nogometnega kluba, kot je Leicester, po katerem je Leicester poznan. In poleg tega imamo še ime, ki se ga težko izgovori za ne-native speakerje. Ampak po čem smo poznani je predvsem šport, se pravi raziskovanje v športu in kot športna univerza, tako z akademskega vidika, kot z vidika vlaganja v sam šport oziroma podpore elitnih športnikov, ki hočejo tudi študirati. In temu posledično so tukaj tudi rezultati, recimo na olimpijskih igrah so naši študenti oziroma alumni precej uspešni pri osvajanju kolajn. Zdaj, kljub vsem tem dejstvom, jaz osebno ne morem kaj preveč zaslug jemati za to, ker gre tukaj predvsem za vrhunski šport. Jaz se osebno ukvarjam s precej bolj bazičnimi stvarmi, se pravi, moje delo se nanaša predvsem na kontrolo mišic in gibanja prek živčnega sistema, se pravi, kako sam živčni sistem producira signale, ki kontrolirajo mišice in mišično kontrakcijo in eventualno seveda tudi gibanje. Sicer je to tudi pomemben za izboljšanje performansa, ampak predvsem nas to zanima, to razumevanje, predvsem z vidika, ko pride do nekih gibalnih problemov. Se pravi, to je lahko primer, če so to neke nevrodegenerativne bolezni ali pa mišično-skeletnih obolenj, kjer je performance živčnega sistema oziroma pošiljanje informacij z vidika možganov in hrbtenjače okvarjeno do neke mere, kar posledično zmanjša človekovo gibanje. Zdaj, čisto na nek preprosti način si lahko predstavljamo mišico, skeletno mišico kot nek motor, in ta motor je lahko najboljši na svetu, ampak še ne pomeni, da ta avto oziroma da ta motor upravlja nekdo, kot je recimo Lewis Hamilton. Se pravi, če nimamo dobrega upravljalca tega avta oziroma voznika, nam ta zelo dober motor ne pomaga kaj preveč. Tako si lahko živčni sistem predstavljamo kot nekega upravljalca oziroma voznika tega motorja, ki je sama mišica. Se pravi, možgane si lahko predstavljamo kot neko gas in zavoro in pa volan si lahko predstavljamo kot hrbtenjačo, ki uravnava te signale, ki jih pošiljajo možgani. Zdaj, kakor si verjetno lahko predstavljate, je živčni sistem relativno nedostopen za merjenje predvsem pri gibanju. Zdaj, kako se sploh dokopljemo do teh informacij, je naše nekako prvo vprašanje. Se pravi, najbolj preprost način je, da posnamemo električne potenciale, ki jih producirajo mišice. In to storimo tako, da enostavno posnamemo signale z elektrodo nameščeno na površino mišice. In tukaj imamo primer na vrhu, kjer se producira neka sila, in na spodnji vrstici imamo električni signal, ki ga producirajo mišična vlakna. Zdaj, če produciramo višjo silo, se enostavno ta signal poveča. In tukaj nam da neko informacijo o tem, da je ta signal živčnega sistema se povečal, da je se pač mišična sila tudi povečala.
Ampak pri tem primeru ne dobimo kaj preveč informacij, razen to, da je mišica bolj ali pa manj aktivna. Se pravi, da dobimo kaj več informacij, moramo pogledati majhen bolj globje. To, kar ste videli na prejšnjem posnetku, je, se pravi, vsota vseh signalov, ki so se zgodili na tistem delčku mišice, ki smo ga snemali. Ampak dejstvo je, da je ta vsota signalov se producira živci, ki izhajajo iz hrbtenjače in ki potem oživčujejo določena mišična vlakna. In te impulzi, ki jih te živci pošiljajo, oziroma skupek teh impulzov je tisto, kar dejansko posnamemo. Ampak nas zanima dejansko ta živčna koda, ki je sproducirala ta signal, ki je vodila do eventualne mišične kontrakcije. Zdaj imamo dva načina, kako se do teh informacij dokopati. Ena opcija je, da se enostavno zabode iglno elektrodo v mišico, kar je relativno invazivno, ampak večji problem pri tem je, da tako kot je Tim omenil pri biopsiji, pri prejšnjem predavanju, je to, da tukaj bomo v bistvu zajemali informacije za zelo majhnega delčka mišičnih oziroma zelo majhnega skupka mišičnih vlaken. In to ni nujno potem reprezentativno cele mišice oziroma ni nujno, da tukaj zajamemo vse signale, ki nekako vodijo mišično kontrakcijo. Druga opcija je, da imamo zelo velik skupek elektrod, ki ga posnamemo s površine mišic in to nam omogoča dovolj veliko informacij, da potem s pomočjo računalniških algoritmov te informacije pridobimo. Se pravi, da pridobimo dejansko tole živčno kodo, ki vodi v krčenje mišičnih vlaken in v eventualno kontrakcijo mišice in gibanje. In tukaj lahko vidimo si en primer, kako v bistvu prožijo te signali iz živčnega sistema, če nekdo oscilira silo. Se pravi, to pomeni, da hitro spreminja silo, se pravi, povečuje mišično silo ali pa jo na hitro zmanjša. In če se vzamemo v bistvu skupek oziroma vsoto vseh teh proženj, vidimo, da živčna koda dejansko diktira to, kar počne naša mišica. Se pravi, če imamo višje proženje, se bo sila tudi povečala. In kot vidite, gre tukaj za majhno zakasnitev med tem dvema dogodkoma, kar je seveda posledica tega, da se živčni signali proizvajajo pred nekim mehanskim dogajanjem, kar je produkcija mišične sile. Zdaj, te stvari se lahko tudi spremenijo. Naprimer, če utrujemo mišico, se pravi, da držimo neko mišično kontrakcijo, dokler ne moremo več zdržati, se bo naša kapaciteta za produkcijo mišične sile bo seveda upadla in živčni sistem bo mogel v bistvu kompenzirati to s tem, da bo dodajal več in več signala do mišice. In če posnamemo to na površini z interferenčnim signalom, vidimo, da se ta signal poveča. Ampak tukaj spet ne vidimo vseh informacij. Se pravi, če dejansko se dokopljemo do mišične kode, vidimo, da to dogajanje ni neko linearno. Se pravi, najprej pride do neke adaptacije in se v bistvu živčni sistem zmanjša delovanje, nato pa ga začne ponovno povečevati, zato da lahko ohranjamo isto produkcijo sile s časom oziroma da se kasneje utrudimo. Zdaj, kar je zanimivo pri tem, je to, da ta točka defleksije, se pravi ta točka, kjer se začne povečevati aktivacija mišice v sklopu utrujanja, direktno lahko predvidi, kdaj se boste utrudili. Se pravi, če bi mi to pri nekomu posneli in takoj, ko bi videli, kdaj se ta točka defleksije zgodi, bi lahko z relativno preprosto enačbo precej hitro predvideli, koliko časa bo nekdo sposoben držati mišično kontrakcijo. Zdaj, to je seveda nekaj, kar smo raziskovali pri zdravih ljudeh. Zanimivo bi bilo, na primer, videti, če ima kdo v občinstvu raziskovalni interes na tem področju, je pri primerih, kjer je utrujenost povečana že samo po sebi. To recimo pri multipli sklerozi ali pa po možganski kapi imamo načeloma manjšo mišično vzdržljivost, ki je posledica utrujenosti kot posledica nevrodegenerativnih sprememb. Zdaj, kar sem vam pokazal, je to, da je to neka koda, ki jo proizvaja živčni sistem, ki vodi v mišično kontrakcijo, ampak ne vemo, od kje ta koda prihaja. Se pravi, to je zdaj naše naslednje vprašanje, ki nas zanima, je, od kje pride ta koda, ki se iz hrbtenjače vodi do mišične kontrakcije. In najbolj logično je, da so pri tem igrajo vlogo možgani. Se pravi, v možganih, specifično v možganski skori, imamo nevrone, ki imajo direktne projekcije v hrbtenjačo in do same mišice. In ti nevroni so kontralateralno oživčujejo mišice, se pravi leva motorična skorja
oziroma leva hemisfera oživčuje mišice na desni strani telesa, in obratno, se pravi desna stran možganov, leve mišice. Zdaj spet problem, kako se dokopati do informacij na tem področju. Ena opcija je, da se možgane enostavno stimulira in se potem preučuje vzdraženost teh možganskih celic, ki jih vidimo tukaj na sliki, se pravi motorični skorji. To lahko storimo z magnetno stimulacijo motorične skorje, kjer v bistvu nastavimo tuljavo na lobanjo in to magnetno polje predre lobanjo in vzdraži možganske celice, ki so odgovorne za gibanje. Če obenem snemamo signale še na področju mišice, potem lahko v bistvu vidimo tak odziv, izgleda približno takole, in velikost tega odziva nam pove, koliko so vzdražene te celice v možganih, ki so odgovorne za gibanje. Zdaj, zanimivo je pri tem to, da na vzdraženost teh celic vpliva marsikakšen sistem, se pravi recimo tudi hormonski sistem pri menstruaciji, gre za spremembo v hormonih skozi menstrualni cikel, ki traja približno 1 mesec. In v enih naših raziskav smo v bistvu merili vzdraženost teh motoričnih celic v različnih fazah menstruacije, se pravi med samo menstruacijo, v času ovulacije in približno v 3. tednu menstruacije. In kar smo opazili, je, da vzdraženost teh celic pade predvsem v 3. tednu menstruacije, kjer je količina progesterona precej visoka. In ta razlika je bila kar očitna, se pravi približno 40%, kar je načeloma podobna razlika v vzdraženosti celic v motorični skorji, ki jo vidimo pri jemanju antianksioznih zdravil, recimo. Zdaj, zakaj je to pomembno? Pomembno je predvsem kar se tiče motoričnega učenja. Se pravi, če je vzdraženost celic v mirovanju teh motoričnih celic manjša, bo naša sposobnost za motorično učenje slabša. To je pomembno predvsem v rehabilitaciji, recimo po možganski kapi, predvsem, ker se to dogaja pri starostnikih, predvsem, ki pa imajo zaradi menopavze precej spremenjen hormonski profil. Se pravi, tukaj zdaj direktno ne moramo načeloma tega aplicirati že takoj, ampak nam daje neke informacije, da hormonski sistem ima potencial, da vpliva na vzdraženost motoričnih celic v možganih, ki bi imel potencialno vpliv na rehabilitacijo pri starostnikih po kapi. Zdaj, potrebno se zavedati, da pri vsem tem merimo stvari na površini mišice, konec koncev, kljub temu, da stimuliramo same možgane in s tem izgubljamo določeno mero kompleksnosti v možganih, ker se pač lotevamo stvari neinvazivno. Zdaj, če bi dejansko posneli stvari z elektrodami v epiduralnem prostoru, v sami hrbtenjači, bi videli, da so te odzivi imajo zelo veliko mero kompleksnosti, ki je pa ne vidimo, če posnamemo stvari samo na površini mišice. In zdaj vprašanje je, kako bi se lahko potencialno dokopali do teh informacij, in s kolegi iz Univerze v Mariboru, za inženirji, smo se v bistvu ukvarjamo trenutno s tem, da bi se dokopali do neinvazivnega načina, kako priti do te kompleksnosti možganskih celic z zmeritvijo na površini. Se pravi, spremenimo nekako elektrodo na mišici v to visokogostotno pozicijo in potem z računalniškimi algoritmi dekomponiramo ta večkanalni signal in se nekako začenjamo dokopavati do te kompleksnosti, ki jo načeloma vidimo samo, če vstavljamo elektrode v samo hrbtenjačo, kar seveda ni nekaj, kar lahko delamo vsak dan na vsakem posamezniku in brez nekih problematik. Sprav s tem smo zdaj začeli delati pred kratkim in upam, da se dokopljamo do metode, ki nam bo lahko pomagala pri raziskovanju večje kompleksnosti v možganih, ki je direktno nekako se nanaša na kako se producira gibanje, predvsem pri nevrodegenerativnih obolenjih. Zdaj, kar sem govoril o možganih, je zadeva taka, da si dostikrat predstavljamo možgane kot tiste neko strukturo, ki pošilja ukazne signale, da se potem gibamo, ampak včasih potem pozabimo, da hrbtenjača ni samo neka cev, prek katere se prevajajo signali iz možganov do same mišice, ampak da hrbtenjača samo po sebi tudi ima svoje delovanje. Recimo, če si pogledamo tukaj samo eno delovanje proženje celice iz hrbtenjače, vidimo, da v bistvu, če bi bila hrbtenjača popolnoma pasivna in bila samo neka cev,
bi se proženje nehalo na tej točki, se pravi, bi bilo isto na levi strani do nekega vrha kot na desni strani, ampak dejstvo je, da temu ni res, da hrbtenjača sama po sebi še producira dodatne signale, ki nam omogočajo, da ne potrebujemo se zgolj zanašati na konstantne impulze iz možganov. Se pravi, evolucijsko je to zelo dobra lastnost. Se pravi, vidimo neko histerezo tukaj med začetkom proženja do konca. Zdaj, evolucijsko je to super stvar, če smo zdravi. Problem se nekako pojavi recimo po možganski kapi, kjer je ta aktivnost, te trajni električni toki, ki se ustvarjajo v hrbtenjači, so lahko preveč aktivni. In to nekako vodi recimo v spastičnost, se pravi, da imamo mišične spazme, ki jih ne moremo kontrolirati. In to zadevo lahko zmerimo, to lastnost hrbtenjače lahko zmerimo, tako da pogledamo enostavno razliko v proženju posameznih celic. In pred kratkim smo s kolegi iz Avstralije nekako se lotevali, kako bi to pri zdravih ljudeh, vsaj na začetku, kako bi te tokove v hrbtenjači znižali. In prišli smo nekako do dveh metod, ena je z metodo električne stimulacije in druga je z metodo določenega sistema mišičnih relaksacij, ki lahko neinvazivno zmanjša te tokove. Se pravi, spet problem je pri nevrodegenerativnih boleznih po kapi, kjer se trenutno za zdravljenje teh mišičnih spazmov uporablja botulin, injekcije botulina, ki eventualno dolgoročno vodijo do več problemov, kakor pa koristi, kljub temu, da akutno imajo določeno mero koristi, seveda. Zdaj, kar sem govoril do zdaj, je bilo v bistvu vse, kar se tiče same produkcije sile, ampak ko gledamo samo produkcijo sile, nas načeloma ne zanima samo velikost sile. Enostavno povedano, ne zanima nas samo moč, koliko smo močni. Tudi v staranju moč sama po sebi, ohranjanje moči je seveda pomembno, ampak obenem je še bolj pomembno, koliko hitri smo pri proizvajanju mišične sile. Se pravi, tukaj imamo dva primera, kjer je količina mišične sile popolnoma enaka, ampak tukaj v rdeče vidimo primer, ki se je ta sila, se je hitreje dosegla ta količina sile. To včasih imenujemo tudi eksplozivna moč. In je zelo pomembna lastnost, predvsem pri starostnikih, pri preprečevanju padcev. Se tudi pri ostalih, se pravi, če se ob nekaj spotaknemo, koliko hitro smo sposobni reagirati in producirati to silo, je lahko razlike med tem, bomo padli ali pa da ne bomo padli. In pri starostnikih ima to lahko veliko hujše posledice, ta padec, kakor pri nekomu, ki je zdrav in mlad. In če spet pogledamo živčno kodo, ki določa to stvar, vidimo, da hitreje, ko bomo lahko prožili, ko bojo živci v naših hrbtenjači lahko prožili, hitreje bomo proizvajali silo. Tukaj, če bomo sploh na začetku proizvajanja sile, če bomo lahko hitreje prožili akcijske potenciale iz hrbtenjače, hitreje bomo proizvajali določeno mero sile. In zdaj spet nas je zanimalo, od kje ta signal prihaja, katera struktura v živčnem sistemu je odgovorna za to. In moramo se zavedati, da je proizvajanje hitre eksplozivne sile je relativno primitivna, evolucijsko zelo primitivna sposobnost, zato smo mogli tudi pogledati, če so kakšne primitivne poti v možganih, ki so za to potencialno lahko odgovorne. Se pravi, poleg poti iz možganske skorje imamo tudi poti iz možganskega debla. In te poti iz možganskega debla so evolucijsko veliko starejše. In tukaj recimo si predstavljate, da delajo predvsem bolj grobe gibe. Se pravi, če si predstavljate, ta možgani so odgovorni za tako fino motoriko, medtem ko bolj grobi gibi, kakor je recimo takole samo spreminjanje fleksije dlani, so pa odgovorne poti iz možganskega debla. In te celice so nekako občutljive na zvok. Se pravi, če damo nekje 100 decibelov zvoka, se bojo te celice aktivirale in skrajšal se bo naš reakcijski čas. In kar smo mi pogledali, je to, da če so celice v hrbtenjači, ti živci, če lahko hitreje prožijo, ko aktiviramo to pot v možganskem deblu. In kar vidimo tukaj, je precej hitrejše proženje celic, ko se odzovemo na ta zelo visok zvok in posledično tudi večja eksplozivna moč oziroma hitrejši prerast določene sile. Kar je zdaj, tukaj vam bo mogoče dalo vedeti to, da je mogoče zdaj bolj logično, zakaj se neki trenerji malo bolj derajo, ko spodbujajo svoje športnike, ker če je ta zvok dovolj visok, se pravi nekaj 110 decibelov, bo vaša sposobnost mišičnega performansa dejansko akutno zelo hitro povečana.
Zdaj, čisto za konče, živčni sistem ni samo relevanten za nevrodegenerativne bolezni, igra tudi vlogo recimo pri mišično-skeletnih obolenjih. Se pravi, če imamo zdrav sklep, lahko zavestno aktiviramo nekje 90 do 95% svojih mišičnih vlaken. Problem se pojavi, če imamo obolen sklep. V obolenem sklepu gre za, se pošiljajo inhibicijski signali v hrbtenjačo, ki potem zmanjšajo našo mišično aktivacijo. In to zadevo nekako tako izmerimo, da stimuliramo živec med samo kontrakcijo, in če se ob tej stimulaciji dodatna sila pojavi, pomeni, da nismo bili sposobni 100% aktivirati mišice. Ponavadi večina ljudi so nekje na 90-95%, pri mišično-skeletnih obolenjih se to zmanjša na 80% ali pa še nižje. Kar je problem za rehabilitacijo, ker če v bistvu ne uporabljaš vseh mišic in vlaken, bo rehabilitacija načeloma manj učinkovita. In nekako se zdaj trenutno ukvarjamo z razlogi, zakaj se to zgodi, s tem, da manipuliramo strukturno v sklepu z injekcijami, kjer manipuliramo vnetne procese in bolečino in spremljamo paciente po zamenjavi kolena. V bistvu. In s tem bomo se, upam, da dokopali do informacij, kaj je kako lahko spremenimo živčno kodo in posledično, kako se lahko dokopljemo do vzroka, zakaj se ta inhibicija dogaja, oziroma zmanjšana aktivacija, in potem potencialno priti do nekih biomarkerjev, ki bi nam omogočali identifikacijo tega problema, preden gre nekdo v rehabilitacijo in potem upamo, da zboljšamo s tem učinkovitost same rehabilitacije. Zdaj, čisto za konec, hvala še enkrat za povabilo in hvala tudi vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri teh raziskavah, ki sem jih danes pokazal. Znanost je predvsem ekipen šport, ki ne pozna nekih državnih in univerzitetnih mej. Tako da hvala vsem. Hvala, dr. Škarabot, izjemno zanimivo predavanje. Tako da sem prepričan, da bo veliko vprašanj. Malo smo podaljšali predavanje, ampak imam kako vprašanje? Če ne bom kar jaz začel. Imam ogromno vprašanj, glede na to, ampak zdaj prvo začnemo z zadnjim. Omenili ste, da po poškodbi oziroma po menjavi kolena manipulirate vnetne procese in da bi s tem pač lahko pomagali pri rehabilitaciji. Govorimo o skrajšanju rehabilitacijskega časa, za koliko časa? Mislim, kaj so vaše predikcije? Kakšno je vaše stališče? Ni tukaj, mi se ne ukvarjamo s tem, da direktno vplivamo na rehabilitacijo, ampak v bistvu zamenjava kolena je za nas samo predstavlja nek model, kjer se bo v sklopu, mi spremljamo stvari 6 mesecev po menjavi kolena. Ampak mi v bistvu zamenjava kolena je nek model, ki na začetku poveča vnetne procese kot posledico operacije in potem se ti vnetni procesi zmanjšajo v sklopu rehabilitacije, v sklopu 6 mesecev. In mi merimo na različnih točkah pred in po operaciji, kjer s tem lahko nekako pridemo do vzrokov tega, ki vodi do zmanjšane mišične aktivacije. Se pravi, sama operacija je nek znotraj enega posameznika, nam lahko pove, če se je vnetnost znižala, ali se je potem aktivacija povišala, ali vnetje samo po sebi ni problem, ali je problem zateklina, ali je problem recimo sama bolečina samo po sebi. S tem se znotraj enega posameznika lahko s tem direktno spremljamo, kakšni so neki trendi. Obenem zraven uporabljamo pri drugem sklopu pacientov injekcije, kjer v bistvu reguliramo te stvari. Se pravi, če se ustavlja kortikosteroid v sklep, se bo vnetje zmanjšalo. In potem mi te stvari spremljamo recimo 14 dni po taki injekciji. S tem, da se dokopljamo do vzroka naprej, preden se začnemo vtikvati v rehabilitacijo samo po sebi. Ker brez nekega vzroka, brez poznavanja, kaj se zgodi v zadnji, zelo bomo ugibali pri tem, kako bomo rehabilitirali nekoga. Hvala, torej nismo še tam. Imam eno vprašanje in sicer, tisti graf je bil zelo, torej vpliv zvoka 110, torej več kot 110 decibelov, 80 in pa visual. Kaj pa vpliv neke močne svetlobe na odzivnost mišic? Kaj menite? Ali bi lahko tudi to? Ne vem, ne poznam, da bi imel, ker tle
živčne celice načeloma, ne, se je treba gledati odzivnost živčnih celic na določen stimulans, ne, se pravi, auditorni stimulans, v tem primeru 110 decibelov, se pravi, tiste živčne celice, ki jih preiskuješ, morajo imeti receptorje za auditorni input, a ne. Zdaj, da bi te celice znotraj živčnega sistema imeli vpliv na svetlobo do te mere, te specifične živčne celice, ki smo jih mi preiskovali, ne vem. Ampak sigurno imajo, ker itak prenašamo informacije prek oči, ne. Oči so naš receptor za svetlobo, prek katerega prenašamo informacije v možgane, ampak dejansko ne vem, zakaj oziroma katere celice bi bile specifično odzivne na svetlobo. Pri nas ta zvok je pri nas spet samo model, kako priti do mehanizma, ne. Slučajno ima zelo simpel aplikativno uporabo, če poveča zvok, se tvoj performance poveča, ampak pri nas je bil to samo v bistvu spet model, kako se dokopati do večje aktivacije celic v možganskem deblu, ki si pač lahko predstavlja, da ni simpel pride do možganskega debla, a ne, pri budnem človeku. Te stvari se ponavadi delajo v nečloveških primatih, teh raziskavah, se lahko ustavijo elektrode v možgansko deblo, ne, pri človeku tega ne moramo narediti etično. Ok, hvala za odgovor. Imamo že kakšno vprašanje, če ne imam jaz eno malo bolj praktično. Zdaj, vemo, da se vedno bolj... Ne, bom kar jaz dal vprašanje, no. Mislim, da še eno. In sicer, vemo, da se vedno bolj pogosto uporablja ishemična vadba, naprimer blood flow restriction manšete. Kakšno je vaše mnenje? Kontekst je zelo pomemben pri blood flow restriction treningu. Ja, pri rehabilitaciji, ne. Naprimer, ne vem, ravno pred kratkim sem z enim vašim sošolcem govoril, ki dela v oziroma ima svoj rehabilitacijski center in ima recimo primer poškodbe živca, ne vem, naprimer zaradi pač poškodbe živca v nogi, pač bo probil, ne vem, s to metodo. Ja, živčni sistem bo zelo težko modulirati na ta način, ker je stimulus je dostikrat premajhen, ne. Zato, ker to je zdaj za občinstvo, pri blood flow restriction treningu pride do, v bistvu prihaja do okluzije venskega dotoka krvi in se s tem lahko nekako doseže podobni efekt z manjšimi bremeni, tako rečemo, na mišično tkivo. A ne, se pravi, če uporabljamo nizka bremena, načeloma ne bomo povečali mišice, oziroma če ne presežemo nekega praga, bomo težje povečali mišico, s tem, ko delamo okluzijo, lahko to dosežemo. Samo ta stimulus, ta prag je dostikrat prenizek za dovoljšno aktivacijo živčnega sistema. To je problem. Drug problem, ki se pri tem pojavlja, je to, da če se to predolgo izvaja, bo mišica sicer zelo hitro zrasla, ampak tetive se pa ne bojo dosegle iste adaptacije, ker je spet load je prenizek. Pri nas so imeli problem v rugby ekipi na univerzi, ker so to delali v procesu rehabilitacije, potem so pa še kar naprej to uporabljali in so letele tetive levo, desno. Tako, trgani biceps tetive in tako naprej. V sklopu rehabilitacije, sploh rehabilitacije začetka, je lahko zelo uporabna metoda, ker lahko zmanjšamo load, a ne, ne rabimo toliko velikih bremen uporabljati, pa dosežemo efekt, ampak dolgoročno pa ne vem, če je čisto najboljša metoda za potrebe, ker se enkrat rehabilitiran, načeloma za moje pojme, ne rabiš več tega delati. Ok, hvala za odgovore. Sedaj, če ni več nobenih vprašanj, se bom zahvalil dr. Škarabotu za zanimivo predavanje in odgovore in bomo povabili naslednjo predavateljico. Hvala, dr. Škarabot. Hvala. Sedaj z nami bo Katja Podvinšek. Ona bo tudi govorila o zelo zanimivi tematiki in sicer tudi deloma povezano z tematiko, ki jo je imel dr. Škarabot. Katja Podvinšek je zaključila raziskovalni študij magistrskega programa Human Movement Science v Amsterdamu na Vrije University. In
Raziskovala je tudi vpliv živčno-mišične električne stimulacije na krvni pritisk tetraplegikov in je tudi del ekipe njihovih dream timov Pulse Racing. Dejansko ekipa študentk, ki s pomočjo elektromišične stimulacije trenirajo mišice nog paraplegikov in potem oni kolesarijo in so tudi sodelovali na več mednarodnih tekmovanjih. Imamo veliko nekih pozitivnih aplikativnih načinov za uporabo elektrostimulacije in o tem bo govorila gospa Katja. Kar naprej. Gospodična, še zaenkrat, ampak hvala Vojko za to super predstavitev. Bom predelila svoj ekran. Se vidi vse, delamo. Deluje. Okay, dobro. Hvala za ta uvod in hvala za povabilo na sodelovanje v tem simpoziju. Sem Katja Podvinšek, včasih sem prihajala iz okolice Šoštanja in študirala aplikativno fiziologijo na Obali v Sloveniji. Potem pa sem se že 4 leta nazaj preselila v Amsterdam, kjer od takrat živim in delam. In preselila sem se zaradi službe, dobila sem delo namreč kot osebna asistentka tetraplegika, preko katere službe sem se potem tudi prvič srečala z živčno-mišično oziroma funkcionalno električno stimulacijo. Da vam najprej še na hitro pojasnim ta dva pojma, ki sta v bistvu eno in isto, z malo razliko. Torej, živčno-mišična električna stimulacija je metoda aktivacije motoričnih živcev in s tem mišic s pomočjo elektronskih pulzov iz zunanjega vira, namesto preko akcijskih potencialov, ki prihajajo iz možganov in prstenjače. Če pa govorimo o funkcionalni električni stimulaciji, pa pomeni, da ima ta električna stimulacija neko funkcijo oziroma gibanje z namenom doseči nek cilj, kot je recimo prijem, kašljanje, hoja ali pa kolesarjenje. Na kratko, električna stimulacija se uporablja za nadomeščanje oslabljenih ali izgubljenih funkcij pri osebah z živčno-mišičnimi težavami. Zanima me, kako dobro poznate ta pojem oziroma metodo, zato je na tem slajdu eno vprašanje. Sodelovanje je zelo preprosto, uporabite svoj telefon, poskenirate nam zdaj že vsem dobro poznane QR kode, oziroma tukaj levo zgoraj vidite QR kodo, jo poskenirate s telefonom, vam bo na telefonu odprlo spletno stran, preko katere potem glasujete, pa bi vas prosila, da to kar naredite čim prej, da lahko vidim, kako dobro moja publika pozna to metodo. Torej prav pri gibalno oviranih, ne? Ja, tako. Ker jaz poznam iz prakse, ker vem, da kar nekaj centrov v Sloveniji in v tujini so celo športni centri, ki delajo samo to, tudi v Sloveniji, mislim, da v Ljubljani sta dva, ki uporabljajo to metodo, vendar elektrostimulacijo uporabljajo pač za nek hitrejši trening, za rekreativce. Ja, pri zdravju, pri negibalno oviranih. Za dobro počutje rekreativcev, vi ste pa... Ja, kakor sem se jaz seznanila zdaj s tem, specifično pri gibalno oviranih, je uporaba sicer poznana, ampak se v vsakdanjem življenju še premalo uporablja, glede na to, koliko ima pozitivnih vplivov. Okej, se bom jaz tudi nadaljevala, pa bomo potem na koncu pogledali rezultate, da zdaj glasovalo samo 6 ljudi, pa da ne bomo izgubljali preveč časa. Torej, na desno zgori vidite tole metaforično ponazoritev, ki jo bom razložila zdaj kot... Od nekdaj mi je bila všeč v bistvu ta metaforična ponazoritev poškodbe hrbtenjače, kot ta ledena gora v vodi.
Zgornji del predstavlja tisto najbolj očitno, ki vsi najprej vidimo in opazimo in je vsem najbolj logično, torej, da se ta oseba ne more premikati, da ne more čutiti pod mestom poškodbe. Spodaj pod vodo, na tej ledeni gori, pa vidimo del, ki je precej večji in očem krit, če smo seveda nad vodo. In ponazarja vse ostale komorbidnosti, s katerim se soočajo poškodovani, kot so recimo srčno-žilne težave, mišični krči, izguba mišične in kostne mase, vnetje, zelo pogosto so vnetja mehurja, ulcerji oziroma preležanine, problemi z regulacijo temperature in še bi lahko dolgo naštevala. En od komorbidnih problemov je tudi kronično nizek krvni pritisk, zaradi katerega pride do prenehanja oziroma ogroženega delovanja simpatičnega avtonomnega živčnega sistema, kot vidimo na sliki levo zgoraj, in pa zaradi ogroženega delovanja oziroma motenega delovanja črpalke skeletnih mišic. Iz svojih izkušenj pri delu z gospodom sem opazila, da je zelo pogosto utrujen in zaspan in da velikokrat zaspi ob branju knjige, kot tukaj vidimo na sliki levo spodaj. Zavedala sem se, kako mu koristi obiskovanje fizioterapije, kjer 1 uro s pomočjo električne stimulacije kolesari. Se pravi, to mu zelo koristi za njegovo zdravje in splošno dobro počutje. Vendar me je potem tudi zanimalo, če bi mu lahko preprosto pomagala tudi ob branju knjig. V sklopu 2. letnika študija na Univerzi Freie Universität sem potem izvedla raziskovalno študijo in s ciljem raziskovati odzive krvnega pritiska na električno stimulacijo pri osebah s poškodbo hrbtenjače. Večina študij do sedaj je raziskovala električno stimulacijo na rokah in nogah in res stimulacija nog je dokazano uspešno dvignila krvni pritisk pri takim osebam. Našla sem tudi nekaj študij, ki so dokazovale, da lahko tudi električna stimulacija trebušnih mišic sproži vazokonstrikcijo in s tem požene dovolj krvi nazaj v srce in s tem dvigne krvni pritisk. Zato me je zanimalo primerjati oba mesta hkrati, dodala pa sem še tretji pogoj, in sicer oba mesta med sabo, se opravičujem, dodala pa sem potem še tretji pogoj, oba mesta hkrati, se pravi, smo stimulirali trebušne mišice, mišice nog in pa oboje hkrati. Pri 5 zdravih osebah in pri 5 osebah s poškodbo hrbtenjače. Imela sem to srečo, da sem lahko za stimulator uporabila Tesla Suit. Tukaj vidimo na posnetku eno od zdravih udeleženk. In ja, Tesla Suit je v bistvu obleka iz neoprena, ki ima notri vstavljene elektrode. Teh elektrod je 88 in z njimi lahko aktiviramo posamezne mišice oziroma mišične skupine celega telesa. Meritve so izgledale tako, da sem vsakemu sodelujočemu najprej 20 minut merila krvni pritisk brez vključene stimulacije, potem pa smo na 3 različnih meritvah, pri vsaki meritvi vključili stimulacijo za 1 uro, se pravi 1 meritve en dan na samo trebušne mišice, potem samo drug dan mišice nog in tretji dan oboje hkrati. Frekvenca je bila vedno ista, tudi ostali parametri stimulacije, razen amplituda, ki pa je bila individualno določena glede na odzivnost same osebe in pripravljenost njegovih mišic. Zanimal me je predvsem akutni odziv v prvih 10 minutah, se pravi, kaj se zgodi, ko vključimo električno stimulacijo, kaj se zgodi s krvnim pritiskom, in pa kasnejši odziv v zadnjih 10 minutah, med 50 in 60 minuto. Se pravi, če lahko ostaja krvni pritisk dvignjen tudi 1 uro po vključeni stimulaciji. Rezultati so zelo varirali. Na teh grafih vidimo posamezne akutne odzive vseh udeležencev v vseh 3 pogojih. Na levi strani vidimo graf za zdrave osebe, na desni pa za osebe z poškodbo hrbtenjače. Zgoraj so grafi za sistoličen krvni pritisk, spodaj pa za diastoličen.
Takoj opazimo, da se pri zdravih ni dogajalo kaj dosti, njihov krvni pritisk je bolj ne ostajal enak. Pri osebah s poškodbo hrbtenjače pa je bilo nekaj dvigov, nekaj celo spustov in pa tudi pri nekaterih električna stimulacija v bistvu ni imela nobenega vpliva v prvih 10 minutah na njihov krvni pritisk. Mislim, da je prišlo do takšnih razlik zaradi razlike v višini poškodbe in pa v celoti poškodbe, ker poškodba hrbtenjače je lahko celotna ali pa samodelna. Do teh razlik mislim, da je prihajalo tudi zaradi razlike v moči stimulacije, o tem bom malo več povedala malo kasneje. In pa tudi, kako pogosto sami poškodovani uporabljajo električno stimulacijo v svojem vsakdanjem življenju. Od 5 sta namreč redno električno stimulacijo uporabljala samo 2. Kar se je predvsem pokazalo pri kasnejšem odzivu, ker potem ista amplituda ni več dosegala istega rezultata pri krčenju mišic, kar pa za dvig krvnega pritiska pa seveda potrebujemo dejansko mišico, ki se krči. Ja, v nasprotju z mojimi pričakovanji, stimulacija trebušnih mišic ni dvignila krvnega pritiska, verjetno zaradi premajhne količine krvi, ki se ob vključitvi stimulacije sproži po telesu v primerjavi z stimulacijo nog, kjer je ta količina krvi občutno večja. Na teh grafih vidimo razlike v pritisku med začetnimi, relativne razlike v pritisku med začetnimi meritvami in akutnim odzivom v modri barvi in pa razlike med začetnimi meritvami in kasnejšim odzivom v rumeni barvi. Torej meritev s stimulacijo minus začetna meritev brez stimulacije. Kot sem že prej omenila, pri zdravih osebah na skupinski ravni ni bilo izmerjenih nobenih akutnih in kasnejših dvigov krvnega pritiska. To si lahko razlagamo s tem, da imajo zdravi ljudje preprosto dobro delujoč zdrav avtonomni živčni sistem in pa mogoče tudi zato, ker je bila pri njih moč stimulacije veliko nižja, kot vidimo zgoraj nekje med 28 in 35%, maksimalne amplitude, ki je bila 150 mA. Pri osebah s poškodbo hrbtenjače pa je bila ta moč 35 do 85%. Tako visoka moč stimulacije bi nas zdrave že zelo, zelo bolela, bi bila zelo, zelo neprijetna. Zato tudi nismo šli tako visoko. Ja, zaradi visoke variabilnosti meritev pri osebah s poškodbo hrbtenjače in majhne velikosti vzorca sem statistično pomembne razlike znotraj skupine izračunala samo med vsemi 3 pogoji za sistoličen krvni pritisk, kar pomeni, da se ob električni stimulaciji nog in obeh mest hkrati krvni pritisk dvigne višje kot samo ob stimulaciji trebušnih mišic. Pri medskupinski primerjavi pa je analiza podatkov pokazala statistično pomembne razlike pri vseh pogojih, razen diastoličen krvni pritisk pri akutnih odzivih. To pomeni, da se pri vseh pogojih, razen pri omenjenemu poškodovanim osebam, krvni pritisk ob stimulaciji dvigne višje kot zdravi. S to raziskavo sem pokazala, da je živčno-mišična električna stimulacija nog sposobna dvigniti krvni pritisk pri osebah s poškodbo hrbtenjače med sedenjem, da se krvni pritisk oseb s poškodbo hrbtenjače dvigne višje kot krvni pritisk zdravih oseb. In pa najbolj bi želela poudariti to, da je res potreben individualen pristop pri vsakemu, pri planiranju in pri uporabi te metode, ker se je res pokazalo, da je bil vsak udeleženec različen, vsak je bil drugačen, vsak je drugače reagiral, ob drugih časih imel najvišje dvige in padce krvnega pritiska. Živčno-mišična električna stimulacija postaja pomembna metoda za ohranjanje in izboljšanje zdravja in s tem kvalitete življenja oseb po poškodbi hrbtenjače. Če se uporablja redno, lahko posledično privede do znižanja stroškov zdravstva za zdravljenje teh oseb.
Da bi pa potrdili lajšanje samih simptomov, kot so utrujenost in zaspanost, pa je treba seveda še dodatno klinično raziskati. Ok, toliko o zdravju in dobrem počutju. V zadnjem delu bi vam želela povedati nekaj več še o športu gibalno oviranih s pomočjo električne stimulacije. V sklopu Freie univerzitet deluje ekipa Pulse Racing, ki je sestavljena večinoma iz študentov in študentk Human Movement Sciences in pa fizioterapije. V letu, ko sem se pridružila ekipi, smo ekipo sestavljale same punce. Vizija ekipe je vrniti mobilnost in vitalnost paraplegikom in hkrati prispevati k razvoju funkcionalne električne stimulacije pes kolesarjenja. 4 izbrani atleti dobijo prilagojen trening program za kolesarjenje s pomočjo električne stimulacije, ki ga potem tudi skupaj z njim izvajamo, nadzorujemo in izboljšujemo v prostorih univerze ali pa zunaj, kot vidimo na sliki desno spodaj. En izmed naših ciljev je sodelovanje in tudi zmaga na mednarodnih kolesarskih tekmovanjih, kar nam je leta 2020 tudi uspelo, in sicer na mednarodnem tekmovanju z imenom Cybathon. Na posnetku vidimo tekmo. Tekmovanje bi moralo potekati fizično v Švici, na progi, ne na sobnem kolesu, kot je tukaj na posnetku, ampak smo zaradi vsem nam dobro znane svetovne zdravstvene krize skupaj z organizatorji takole izvedli online edicijo. Oni pa so potem nabrali vse posamezne tekme skupaj in jih predvajali na končnem, glavnem online dogodku. Cybathon velja za olimpijske igre pomožnih naprav za gibanje, saj se dogaja vsake 4 leta, na njem pa se najdejo poleg pes discipline, tudi discipline, kot so tekma z bionično roko, z bionično nogo, tekma z invalidskim vozičkom na pogon, tekma z eksoskeletom na pogon. Kot zanimivost pa lahko povem, da se bo leta v ediciji 2024 se bosta pojavili še 2 novi disciplini, in sicer tekma robotov za pomoč gibalno oviranim in pa tekma pomožnih naprav za vid. Ena izmed vizij Cybathona je spodbujanje razvoja tehnologije in naprav za pomoč gibalno oviranim. Za primerjavo pa na desni strani sem zapisala čas, ki ga je dosegel, čas, ki je bil potreben za doseg prvega mesta, se pravi 2 minuti in 40 sekund na 1200 metrov. Za primerjavo sem našla podatek o podobni tekmi na olimpijskih igrah, to je dirkališčno kolesarjenje na velodromu, ampak traja, na 4000 metrov. Tako da, če bi naš Sander, tako je ime našemu atletu torej, če bi naš Sander šel kolesariti z njimi, bi tekmo zaključil nekje in pa seveda vzdrževal isti tempo, ki ga je na 1200 metrov, bi tekmo zaključil nekje pri 9 minutah, kar pa v bistvu se mi zdi, da sploh ni tako slabo za nekoga, ki sploh ne more hoditi. Predvajala bom še minutko repertoaže iz strani Cybathona. With others, it went really well. And still others were completely exhausted after the race. It was a race with all facets. 2 teams had to bury their hopes for a top place early. Martin Judy from the French team Pianist de Lyon is a newcomer, has a lot of trouble. After a bit more than 2 minutes and 200 meters, the race is over for him. His muscles do not follow the impulses and cramp up. Perhaps it trained too much. Or was it nervousness? Si lahko seveda sami pogledate do konca na YouTubeu, če bi vas kaj takega zanimalo. Moje mnenje, zakaj smo bile z našo ekipo tako uspešne, je ta, da smo se res osredotočile na treniranje človeškega telesa in ne na razvoj čim boljšega kolesa ali tehnologije, ki stoji za tem. Za naše kolo je poskrbel Rick Berkelman s njegovim Berkelbikeom.
Mi pa smo Sanderja uspeli fizično dovolj dobro pripraviti, da je njegovo telo zdržalo te napore. V sklopu brezplačne revije Journal of Neuroengineering and Rehabilitation bo Cybertron kmalu, v prihodnjih mesecih bi moglo biti sigurno, izdal posebno izdajo člankov o naučenih lekcijah iz tekmovanja leta 2020. Skupaj s pomočjo ene izmed punc, ki je Sanderja trenirala še 2 leti pred tekmovanjem, sva napisali članek oziroma poročilo o celotnem trenažnem procesu, tako da bi vas povabila k branju, če vas zanima priprava na kolesarsko tekmo z električno stimulacijo ali pa če ste preprosto radovedni. Je naslov Practical Approaches in Training Paraplegics for the Functional Electrical Stimulation Bike Race during the Cybertron Global Edition. Članek bo na voljo brezplačno nekje v naslednjih mesecih. Najlepša hvala vsem za poslušanje in pa za to, da sem lahko predstavila rezultate svoje raziskave na tem simpoziju. Najlepša hvala tebi, Katja. Sedaj mislim, da tudi veliko več poslušalcev torej imamo veliko več informacij o elektromišični stimulaciji, kot smo jo, torej tudi tista anketa, ki si jo tako nam dala za rešiti, sedaj naše znanje je veliko višje o tej temi. Zdaj, če ni vprašanj, bi jaz kar začel, in sicer omenila si, da so, torej, bom rekel, razlike v neki višini in moči poškodb, ne. Mene pa zanima, ali je bil dokazan kakšen vpliv električne stimulacije na obnovo nevronov pri nekih, bom rekel, manjših poškodbah, Pri ljudeh se to, mislim, da še vedno močno raziskuje. Smo pa v sklopu predavanja pri nevroznanosti poslušali predavanje ene od asistent, ki je bila del ekipe, ki je nekaj takega izvedla na mački. In sicer so ji mački odrezali hrbtenjačo na 2 delih, se pravi, če je to hrbtenjača, so jo zarezali samo tukaj malo in tukaj malo, ne čist, ni bila popolna poškodba hrbtenjače. In so potem se operirali in noter ustavili elektrode direktno na hrbtenjačo in potem preprosto sprogramirali da je ta mačka z pomočjo električne stimulacije hrbtenjače potem tudi hodila na trenažerju. Seveda je bilo tukaj zraven še dosti drugih, ne vem, dajali so ji tudi nekaj zdravila in pač za spodbujanje raste in potem čez čas je v bistvu ta mačka lahko hodila tudi brez direktne uporabe električne stimulacije. Se pravi, se je pojavila rast nevronov. To je sicer bilo tudi navezano, to je bilo moje drugo vprašanje, ali lahko pač elektrostimulacija stimulira spontane mišične kontrakcije, mogoče celo hojo, in si mi že odgovorila, da dejansko lahko. Ja. Sej tudi v tem rehabilitacijskem centru, kjer sem izvedla svojo raziskavo, dela z isto obleko, kot sem jaz delala, se pravi s Tesla suitom, dela en izmed sodelavcev raziskave za hojo. Ampak v tem primeru stimulirajo direktno hrbtenjačo. Zelo zanimivo. Kakšni so pa rezultati na mišično maso elektrostimulacije? Ja, pozitivni. Torej pri gibalno oviranih, Ja, definitivno pozitivni. Tudi veliko se izvaja tudi raziskav z bedrest študijami, tudi na primeru covida oziroma kakršnihkoli problemov, kjer se ljudje dlje časa ne morejo premikati, enako je poškodbi hrbtenjače. Sama sem tudi v praksi videla, kako pozitivno to deluje na mišično maso kvadricepsa, predvsem pri tem gospodu, za katerega sem delala. Njegove noge izgledajo čisto nič slabš fit, kot pa moje. Smo videli na videu, da so tekmovalci.
Dobro, Torej, na hipertrofijo ima vpliv, no, definitivno. Ja. Vem pa tudi, da par teh tekmovalcev iz posnetka je imelo krajše, so se poškodovali pred, ne vem, parim letom nazaj, zaradi česa potem mišice tudi ne degenerirajo tako veliko kot pri tem gospodu, za katerega delam, ki je na vozičku že 22 let. Definitivno pa lahko z MSN, torej se vzdržuje po poškodbi, se vzdržuje, torej z mišičnimi kontrakcijami se lahko vzdržuje pač mišična masa, ne. Ja, in tudi zviša se cirkulacija krvi s tem, dvigne se pritisk, kar pa pomaga pri celjenju ran, če imajo recimo kakšne preležanine, in kar je zelo pogost pojav pri ljudeh, zaradi konstantnega sedenja in manjše mišične mase in pritiskov predvsem na sedežni, na teh kosteh, ki se dvije. Imam morda še kakšno vprašanje koga iz publike, če ne imam še 2 vprašanja za gospodično. Okej, zdaj omenili ste, da so tudi tekmovanja drugačna v času covida oziroma lockdowna, ne. Jaz tudi moram reči, mi imamo pač športne centre in prej smo imeli precejšnje tudi pogodbe z določenimi društvi, ampak precej število, bom rekel, gibalno oviranih, ne vem, imamo neke naprave za na vozičku, potem delal sem zgornji del in tako, in smo res imeli veliko, ne. In bom rekel, da če smo imeli prej 10-12 oseb, sedaj hodita še 2, ne, bom rekel, pri posamezniki, ki nimajo gibalnih ovir, ne, je ta padec veliko manjši kot pri gibalno oviranih. A morda veste, zakaj? Jaz predvsem pri tetraplegikih oziroma ljudeh, ki imajo višje ležeče poškodbe in s tem tudi ogroženo delovanje mišic za kašljanje, je pri covidu to zelo, zelo velik problem. Tudi pljučna kapaciteta jim dosti pade, na splošno imajo več zdravstvenih problemov in mislim, da jih je preprosto strah, da zbolijo in da... Ja, mene bolj zanimalo, kako, bom rekel, njihovo splošno počutje, ne, torej ali v tej situaciji, ker vemo, da so, bom rekel, zdravi posamezniki, ne, so pokazali nek, bom rekel, slabše počutje v zadnjem letu, 2, zaradi tudi v Sloveniji je bila ena raziskava podobno narejena, no, da je pač porast depresivne anksioznosti pri ljudeh, ki so se prej ukvarjali z neko vadbo, nekim športom in se sedaj manj ukvarjali, ne. Še posebej pri netekmovalcih je še ta razlika toliko višja, ne. Kako je s splošnim počutjem gibalno oviranih? Oziroma, ali sploh lahko vpliva tovrstna vadba na počutje? Ja, definitivno. Tudi samo iz socialnega vidika, ker niso sposobni, si ne želijo več obiskovati teh aktivnosti zaradi straha pred okužbo z virusom. Ne vem, zdaj točnih podatkov nimam, sem pa videla samo na primeru tega gospoda, ker se je pač nehal udeleževati raznih socialnih aktivnosti, tudi športnih aktivnosti. Sicer je potem ena izmed prvih stvari, ki jih je spet vključil v svoj vsakdanjik, so bili obiski fizioterapije. Ja, ker se tudi sam zaveda, da je to dobro za njegovo zdravje in počutje. Hvala. Torej, moramo se zavedati, da šport vpliva na dobro počutje tako pri zdravih posameznikih, kot tudi pri posameznikih, ki nimajo te sreče, no, in moramo pač kot strokovnjaki oziroma kot kineziologi narediti vse, kar lahko, da omogočimo vsem ljudem gibanje in jim pač pri tem pomagamo in s tem pripomoremo, bom rekel, k boljšem jutri in boljšem počutju, tako fizičnem kot mentalnem zdravju vseh posameznikov. Hvala, Katja, za tvojo odlično prezentacijo. Tudi jaz sem se veliko naučil iz tega, vem, da tudi vsi, ki so te spremljali. Hvala za odgovore na vprašanja. Tako da, hvala za tvoj čas. Sedaj bi se še enkrat zahvalil vsem 3 predavateljem in bi vas povabil, če ima še kdo kakšnokoli vprašanje, če bi rad kdo razvil debato, da se nam pridružite na Slack kanalu, katerega ste dobili
pač link tega Slack kanala v mailu prijavi. Tako da vabim vas, da se še nam pridružite in ostanite športni in dobrem počutju. Tako da lep dan želim še vsem ostalim naprej. Najlepša hvala še v mojem imenu vsem panelistom za čudovite govore in pa moderatorju za odlično vodenje. Sledila pa bo krajša pavza, ob 12:40 pa nadaljujemo z naslednjim panelom.